še nič nisem povedal. Drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni letalci, še bolj cenjene spremljevalke letalcev, dragi prijatelji, dragi ostali visoki gosti, ki ste danes prišli v Konjice, vam zaželim prav prijeten dober večer. Redke so priložnosti, da lahko z prve roke doživimo oziroma spoznamo del velikih dosežkov letalca in raziskovalca Matevža Lenarčiča, ki je v kabini malega letala lansko leto oziroma malo prej celo 3-krat obkrožil svet, v lanskem letu pa doživel naslov najboljšega letalca na svetu. Matevž je po poklicu diplomiran biolog, mi ga pa poznamo kot bivšega alpinista Himalajca, predvsem je pa znan kot odličen fotograf, pa odličen pisec knjig in za razliko od velikih pilotov, ki so danes tudi pri nas, je on edini, ki deli del svojih spoznanj oziroma izkušenj tudi z nami. In danes bo to izvedel tukaj. Program pa bo povezovala Milena Zupanič, sicer novinarka Dela, po poklicu profesorca slovenskega jezika, v mladosti pa znana kot odlična letalka, šampionka, rekorderka. Danes bo povezala in spraševala Matevža, kaj vse doživljam. Program bojo popestrili še mladi konjiški glasbeniki, tretji del stvari se bo pa dogajal zunaj, ker je na račun tega obleta sveta pripravljena razstava slik Vilme Mavrič. Jaz vam v imenu vseh organizatorjev, to je pa občina Konjice, Aeroklub Konjice, pa edina slovenska letalska revija Kopilot, želim prijeten večer in hvala. Upam, da se slišimo. Dober večer, tudi z najne strani. Torej, to je bil Peter Ravnak, predsednik Aerokluba Slovenske Konjice, če ga mogoče kdo od tukaj ne pozna, če pač niste sami domačini. Vse nas je tako lepo predstavil, da sploh ne vem, kaj bi še lahko povedala. V vsakem primeru pozdravljam še enkrat Matevža Lenarčiča. Tukaj smo se zbrali zato, da bi nam povedal, kako je bilo na teh dolgih letih okoli sveta. Matevž, če bi danes pač ne imel parkiranega aviona ravno tukaj v Slovenskih Konjicah, a bi danes lahko priletel sem? Je odvisno s kje, ne? Ja, na primer iz Brnika. Iz Brnika bi se dal, seveda. Če bi bilo treba leteti čez hribe, bi bilo malo težje. Ampak sej, ko vas midva z možem pripeljala z avtom, so bili oblaki čisto do tal. Tvoj virus lahko leti tudi tako med oblaki. Ja, upam, da kazga inšpektorja ni tle, ne. Drugač, uradno ne sme, ne. Je pa opremljen za dosti dobro, tako da pogojno lahko leti v oblakih. Torej bi letel pravzaprav bolj po cesti, če te prav razumem, ker... Jaz sem že zdavni razčistil, ne, takrat, ko ni treba riskirati, se ne riskira. Kaj veliko prije do tega, da moraš kaj riskirati, kaj ne bi rad ne in moraš, ne. Tako da, če lahko naprej predvidiš, ne, treba pač leteti čim bolj varno. Za vse tiste, ki mogoče Matevža ne poznate čisto osebno, povejmo, da je doma iz Rečice pri Savinji, odločil pa se je zadnja 3-4 leta imeti svoje letalo, majhnega virusa, tukaj v Slovenskih Konjicah. Matevž, zakaj si se pravzaprav odločil, da bo tvoj domicil tukaj, Slovenske Konjice? Kaj ti je bilo tako všeč tukaj? Glavni razlog je bilo, prej sem bil v Slovenj Gradcu, ne, tam se je zamenil upravitelj, lastnik, ne, in je v trenutku zvišal ceno za 100%, ne, tako da sem se tisti trenutek odločil, da tam več ne bom, ne, tako da
ker so s Pikšen delali v Opi, ne, sem ga vprašal, če imate placo v hangarju, ne, in tako je rekel, da ja, ne, in potem sem začel spoznavati ljudi okoli letališča, ne, in prišel do tega, da v bistvu je vzdušje tle enkratno, ne, v primeri z drugimi letališči, kjer sem pa že bil, in zaenkrat ne vidim razloga, zakaj ne bi bil tle. Rečva tako, torej so pravzaprav ljudje bolj prijazni v Slovenskih Konjicah kot v Slovenj Gradcu. Jaz ne vem, koliko so prijazni, ne, ampak vzdušje je fajn, ne, mislim, ko pa vem, ne, tu človek se pač nekje počuti, nekje se pa ne, in to se pač počuti. Ne. Jaz mislim, da se Konjičani zaslužijo mali aplavz za to. Da so stavili na Matevža Lenarčiča, ki je postal vmes torej najboljši pilot sveta. Zdaj, zakaj točno se je organizacija Flight Global odločila razglasiti ravno Matevža, vedo bolj zvezde kot mi, ali veš mogoče ti, zakaj točno si ti zmagal, ne pa mogoče, na primer, tekmoval je, ali kako ne rečem, primerjal se je zelo močno konkurenco avstrijskega padalca Felixa Baumgartnerja, ki je tako rekoč z roba vesolja skočil leta 2012 s padalom. Potem primerjal se je s posadko helikopterja, ki je zasilno pristala v Severnem morju in rešila 14 potnikov. Primerjal se je s kontrolorji, ki so urejali zračni promet med olimpijskimi igrami v Londonu. Zdaj, tisti, ki so glasovali, so se odločili za tebe. To je en kup enih faktorjev, ne, tele nagrade, pa tole, to je vse prvič zelo relativno, ne, in govoriti za nekoga, da je najboljši pilot, je mi rečeno smešno, ne. Že v dvorani je, mislim, vse dva inštruktorja vidim, ker sta bistveno boljša pilota od mene, ne, tako da, to je pač nekdo predlagal, ne. Oni imajo, ta Flight Global, ena mednarodna organizacija, ki vsako leto pač v 4 kategorijah podeljuje ene nagrade, ne. Ena izmed njih je tudi aviator leta, in pač nekdo iz Amerike je predlagal, jaz mislil, da je to predlagal Pipistrel, ne, ker on se zelo rad predlaga, ne, ali pa tam, kjer je zraven, ne. Tako da sem bil presenečen, no, nekdo iz Amerike, potem mi je tudi pisal, kdo je to, ne, je predlagal in potem so dali na glasovanje, zdaj ne vem, tle je spet milijon enih faktorjev, zakaj nekdo, zakaj glasuje, ne. So pa stvari med sabo izjemno neprimerljive, ne, zdaj, če primerjate to s skogom iz Felixa Baumgartnerja, ne, jaz sem, ko sem ga gledal, so se mi pa računalnik po noge tresle, ne, tako da, mislim, zadeve so neprimerljive, no, tako da vse treba imati takšne nagrade in priznanja za eno dobršno mero rezerve. Pa vemo zdaj v tem trenutku, da je Matevž mogoče preveč skromen. Skratka, on je najboljši pilot sveta v letu 2012, tako so pač odločili vsi tisti, ki so o tem odločali. Zdaj, nagrado je dobil junija letos in sicer na znamenitem letalskem srečanju v Parizu, velikem letalskem mitingu, in Matevž na to veliko letališče si lahko priletel s svojim majhnim aviončkom. To ni kar običajna stvar, kako to, da so ti dovolili? Ja, to je bilo v bistvu še najboljše od vsega skupno. Dobi takšno dovoljenje zaleteti na La Bourget, ne, v času tega mednarodnega sejma, ki je eden največjih na svetu, in to ne za takšno mehno aviacijo, ampak za one konkretne marcine, ne, potniška letala, vojaška, v bistvu najboljša tehnologija, kar na svetu obstaja trenutno v aviaciji, in priti s takšnim mehnim prdulom tja, ne, je pač težko dobiti dovoljenje. No, oni so ga zrihtali v 2 dneh in potem sva s prijateljem, kolegom, Domnom Grafom, ki je tudi pri projektu sodeloval, letela z virusom tja in sem imela v bistvu 2 dni fino, ne? A ne Domen? Domen je tisti, ki se skozi smeji, ne, tam na skrajno desno zgoraj.
če bi rekel. Ja, če se jaz tukaj na tem mestu vključim, torej junaki tega velikega poleta okoli sveta, za katerega je dobil nagrado Matevž, so trije. Prvi je Matevž, drugi, pa zdaj, da ne bom naredila krivice, ampak vendarle letela sta Matevž in njegov ultralahki virus SV914. Če ga majčkeno predstavimo, 6,5 metrov je dolg, 10,7 metra ima razpon čez krila in 290 kg je težak, leti pa s hitrostjo največ 300 km/h. To je tako zdaj popolnoma in čisto na kratko. Tretji junak, ki pa je po moji oceni skoraj enako pomemben ali pa pač ni letel, to je škoda za njega, ker pač dva nista mogla okoli sveta, ampak je bistveno pomagal skrit, ne bom rekla v senci, ampak v svoji sobi zraven računalnika, je torej Domen Grauf. Domna smo hoteli tukaj posaditi na tretji stol, pa ni hotel, zdaj bi ga pa prosila, da se ostane tam od zadaj, da ga vsaj majčkeno vidimo in da mu zaploskamo. Jaz vem zelo malo, ampak Domen, čeprav razumem, je tako rekoč 24 ur na dan, pa minus tiste ure čez noč, ko jih vsak človek mora spati, bil preko računalnika in satelitov povezan z Matevžem in je tudi bistveno pripomogel k temu velikemu letu in tudi letošnjemu letu in čeprav razumem, kot si rekel Matevž, bil ti velikokrat slep in gluh brez Domna. Lahko mogoče čisto na kratko poveš, kaj to pomeni? Ja, pri takšnem poletu je v bistvu najtežje se odločiti, ker velikrat ali pa skoraj vedno so razmere na tako dolgih poletih tako na robu, sej na določenih odsekih in je zelo v bistvu težko odločiti ali jeti ali ne jeti ali počakati še kakšen dan. In zato je izjemno pomembno, da imaš tam nekje, tudi če je 1000 ali pa 20 000 km stran nekoga, za katerega se lahko 1000% zaneseš in ki spremlja tudi na računalniku vremenske razmere, ki je dosti razsoden in da se z njim pomeniš in tudi, če ti ne reče to narediti, ker tega nikoli Domen ni rekel, ampak to ogromno pomeni. Nihče tega ne more razumeti, da si tam nekje v polnoči sam in se moraš čez 2 ure spraviti v zrak in ne veš točno, ali bi, ali ne bi, ker so pač razmere tako na robu. Poleg tega mi je pa vmes crknil tudi inštrument Stormscope, tisti, ki to ne pozna, to meri razelektritve v oblakih in nekako pokaže, kje so centri teh neviht, kadar človek leti v oblakih. In v tem poletu se je kar precej letelo v oblakih in dejansko je človek brez ene informacije, kaj je spredaj, slep. Domen je pa doma z računalnikom zbiral te satelitske posnetke, radarske posnetke, tam so se dali dobiti, primeril različne vire in potem mi po SMS-u mu poslal kakšna navodila, 5-10 stopinj bolj desno za vsak slučaj pa tako. In se je skazalo, da brez tega bi veliko zapeljalo res v pravo sranje. Torej, glede na to, da je Domen tudi pilot, je to po moji oceni veliko in požrtvovalno delo, da torej omogočaš in skrbiš za to, da lahko nekdo drug leti, ti pa si vendarle na tleh in zaprt v eni sobi. Skratka, še enkrat en aplavz za vse tri. Da nam bo naš večer še bolj prijeten, zdaj potem bomo pa še prepustili komaj Matevžu besedo, bi zdaj povabila na oder dve mladi glasbenici. To sta sopranistka Andreja Obrul in študentka Akademije za glasbo v Ljubljani Ana Ravnak. Sta me slišali? Lahko pridete na oder.
Andreja in Ana bosta zaigrali in zapeli skladbo ruskega skladatelja Bala Kireva. Najlepša hvala za pesem Andreji Obrul. Zdaj pa bo prišel na oder še Matjaž Ravnak in brat in sestra bosta zaigrala skupaj na klarinet in klavir. Matjaž. Hvala Matjažu in Ani za to lepo skladbico. Zdaj pa bomo predali
besedo dokončno Matevžu in njegovim fotografijam. Naj povem, da nam bo predstavil svoj največji lanskoletni let okoli sveta, v katerem je preletel 91.000 kilometrov in nekaj čez vseh 7 celin, čez 3 velike oceane, preko 60 držav, v katerih je v mnogih seveda tudi pristal. In torej to je let, zaradi katerega je dobil prestižno nagrado. In predstavil nam bo tudi najnovejši letošnji let, ki je trajal mesec dni, šel je okoli severnega tečaja in do Kanade in nazaj. Zdaj, če prav razumem, tudi ta je bil na robu, tako rekoč na robu možnega, namreč zelo nizke temperature, zelo težki vremenski pogoji, ampak saj takšen je bil tudi lanskoletni let. Skratka, nenehno, skoraj da na nitki ali pa na robu med možnim in tistim, kar skoraj ni več možno. Matevž, izvoli. In jaz se zdaj torej umikam. Hvala. Predavanje ima pa drugačen slovenski naslov Preko modrega planeta. Ker že ga pogledamo do zunaj, je dejansko moder. Zakaj je moder, je najbrž odvisno, zakaj mi tako vidimo. Ampak dejansko je večina snovi na zemlji voda, čeprav pravimo, da bo voda vsak caj zmanjka. Dali smo še en podnaslov, majhno, lahko in zeleno, enostavno zato, ker se nam zdi, da živimo v popolnoma znorelem svetu, kjer vsak hoče zmagati, vsak hoče pohoditi svojega soseda, hoče biti čim večji, čim močnejši, imeti čim večji, čim močnejši avto, čim večji, čim močnejšo letalo. Ampak mislimo, da to nikamor ne pelje, tako da je treba enkrat sami vsebe dejati dovolj je, bomo ostali tam, kjer smo, mehno je protko zanimivo, okolje je prijazno in pa daje ravno toliko, pa še bistveno več zadovoljstva. Tako da čar je v mehnih avionih, kar se mene tiče. Tole je polet iz leta 12, iz Ajdovščine oziroma iz Ljubljane proti zahodu, okrog sveta, preko vseh celin, vseh morij in pa iz leta 2013 okrog in preko severnega tečaja. Zgodba tega poleta je zelo enostavna. Polet z ultralahkim letalom okrog sveta, preko vseh celin, preko vseh oceanov, če se le da preko Everesta, to je nekakšen 3. pol, in pa severnega tečaja. Moja velika želja je bila tudi južni tečaj, ampak za moje finančne zmožnosti in zmožnosti sponzorjev v tem prostoru bistveno preveč. Tako da zaenkrat ostaja južni tečaj bolj neizpolnjena želja, kot kaj drugega. To smo želeli narediti z najmanjšo porabo goriva v zgodovini letalstva, zato seveda nisem zaslužen jaz, temveč Pipistrel, ki je naredil odlično letalo, ki je nedvomno, ste lahko brez skrbi, da smo vse pregledali, kar je možno, od aviacij na svetu in je dejansko to letalo najbolj ekonomično, kar se dokaza tudi z tekmovanjem v Ameriki v okviru sponzorstva NASA. Želimo tudi promovirati netekmovalnost, ker menimo, da pač ta znorena tekmovalnost, ki jo živimo v današnjem svetu, ne vodi nikamor. Ne zmagovanja, ker verjamemo, da je vsak zmagovalec obkrožen z poraženci in želimo promovirati sodelovanje, ki edino vodi v ravnotežje. In seveda tisti, ki letimo, zelo dobro vemo, kaj pomeni zadnja beseda, to je pa zaupanje. Moramo absolutno zaupati tistemu ventilatorju pred nami in motorju, ki ga poganja, in konstruktorjem in vsem skupaj, ker je to
od tega odvisno tudi naše življenje. Načrtovanje je bilo precej kompleksno. Najprej je bilo treba seveda pogledati, kaj se je v preteklosti že dogajalo na tem področju. Dogaja se ogromno krat se že letelo okrog sveta, prvič leta 1924 z velikimi dvokrilci, ameriška vojska, World Cruiserji. Od 4 sta 2 čez 1 leto prišla nazaj, 2 sta ostala, eden, mislim, da oba na Aljaski. Potem je sledila vrsta ekstremnih, dolgih, zanimivih in za tisti čas dejansko neverjetnih poletov od Lindberga do njegovih vrstnikov, in to se dogajalo tam v začetku pred drugo svetovno vojno. In to z enim bistveno večjim problemom, to je navigacija. Navigacija danes ni več problem, takrat je bil pa to ključni problem. Seveda vreme je na tem svetu zelo pestro, ker se Zemlja zelo hitro vrti, sonce obseva, vlage je veliko, se pravi, kreira se vreme, ki letalcem povzroča sive lase. Tako dolge etape, kot so bile planirane, 3000 in več kilometrov, seveda na takšni razdalji lepega vremena ne moš počakati, zato je treba pač delati kompromise in ti kompromisi so največkrat najbolj težavni. Letalne sposobnosti letala so bile seveda osnova za planiranje etap, birokracija, dovoljenja, to je pa nočna mora, za tistega, ki to počne, ker tako, kot je zbirokratiziran današnji svet, že pa nas v Sloveniji, tisti, ki letimo, vemo, kaj pomeni Agencija za civilno letalstvo, birokracija, papiri, stroški in po svetu ni nič drugače. Vsak birokrat se pač boji za svoje delovno mesto, zato se slepo drži paragrafov in te paragrafe deli na druge podparagrafe, zato da se znebi odgovornosti in pridemo do sistema, ki ga imamo zdaj, ki v bistvu povzroča nevarno letenje in povzroča letenje sploh predrago in zato tudi vse bolj nevarno. Sedaj bo treba tudi pogledati, kje imajo kakšno gorivo. Vsak motor zahteva določeno gorivo, takšnega goriva, to je avtomobilsko gorivo 95-oktansko, ponovadi na letališčih ni, zato bo treba natančno preveriti, kje je možno, kje dobiti. To servisi motorja na tem poletu, okrog sveta jih je bilo, mislim, da 6, je bilo treba poiskati prava mesta oziroma pravi ljudi, ki so znali delati z Rotaxovim motorjem, ki ga ima pač to letalo. Naravne zanimivosti so pa tisto, kar je bilo osnova za sploh tisti imperativ, da človek sploh gre, da premakne svoje riti iz stola. Za vse to je bilo potrebno letalo. S Pipistrelom imamo zelo dolg in kompleksen odnos. Ne bom rekel, da je vedno najlepši, ampak je pa zdaj zelo učinkovit. Pipistrel dejansko izdeluje, moje želje so bile, oziroma moji pogoji, bi lahko rekel, ker drugače tega poleta ne bi mogel speljati, da ima letalo vsej 4000 km do leta, da lahko leti na višino Everesta, se pravi preko 9000 metrov, in da lahko prenese temperature 100-stopinjsko razliko temperature od -50 do +50 stopinj. To so izjemno zahtevni pogoji za proizvajalca in kdor pozna Ivota, si lahko misli, da niti sekunde pomišlja in rekel, seveda ne znamo to narediti. In potem je pa vse ostale bolela glava, ker potem je bilo treba pa dejansko narediti. Tako da je veliko časa, takšna modifikacija tega letala so potekale zelo dolgo, več kot pol leta. Osnovne različnosti od standardnega letala je bil seveda motor, ki je bil s turbo polnilcem in pa z intercoolerjem za tako velike višine in pa ogromni rezervoarji za gorivo. V vsakem krilu je bilo 150 litrov, zaprav v krilih 300 litrov goriva in v prtljažniku še dodatnih 50 litrov. Iznašli smo tudi zanimiv, čisto inovativen način ventilacije teh, ki se je izkazal za izjemno učinkovitega, ker se pri tem ni izgubljala niti kaplja goriva. Inštrumenti so bili tisti, ki mi je popolnoma jasno, da je takšno letalo
nikjer na svetu ne more leteti uradno, legalno v instrumentalnih pogojih. Zato je bila moja želja, da vsej pogojno se to da, ne, ker sem se zavedal, da tudi, če ne bom želel, bom tako moral leteti. Zato so bili inštrumenti, ta vsred je certificiran inštrument za instrumentalno letenje, potem ta levi inštrument je kazal, kako letalo leti, tudi če se ven ni videlo, ne, to so prav v oblakih. Imel je tudi avtopilota, desni inštrument je pa slovenskega proizvajalca Kanardije, je pa kazal motorske inštrumente in še kaj drugega. Tako zelo kompleksna inštrumentacija, ki je omogočala pogojno letenje v pogojih brez zunanje vidljivosti, kar je s tako majhnim letalom več ali manj zelo zahtevno. Preizkusili smo tik pred zdaj, ker letalo je zamujalo vse 3 mesece in decembra, hvala Bogu, tisto leto ni bilo nobenih padavin, sem z Ajdovščine poletel proti gor, kakor se podaje. Prišel sem do višine skoraj 8000 metrov in to samo zato, ker kontrolori niso bili pripravljeni na to, da bom šel, ne, in naslednji dan me niso pustili več, ker so pogledali paragrafe in so videli, da se to ne sme v tem področju. Ampak ta test je pokazal, da letalo dejansko zmore leteti na višino Monte Everesta. Preveril sem tudi lastne motorske inštrumente, tukaj levo se vidi, zgor piše 96, ne, to je saturacija kisika v krvi, seveda sem imel kisik s seboj, ne. Ta druga številka spod je na 5,4, to so pa obrati mojega motorja, ne. Če človek računa, da se ti pa nič ne dela, da se sam po nosu vrta, ne, ko leti tam gor, potem so ti obrati kar visoki, ne. Do samega sebe, ne, človek pride določenih spoznanj, pač včasih lažje napisati, kakor pa povedati. You have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Brez besed sem ostala, videli smo krasne slike, Matevž nam je omogočil prečudovito popotovanje okoli edinega sveta, ki ga imamo. Hvala, Matevž. Hvala v imenu publike. Zdaj videli smo tudi nekaj
modrosti, ki se ti porodijo v teh dolgih, dolgih urah, samotnih urah. Dosti snovi nam je dal za premisliti. Pravzaprav smo namenili naslednje minute še mogoče kakšnemu vprašanju. Če bi kdo rad kaj vprašal, če se je komu trnila kakšna misel, pa bi jo rad povedal vsem skupaj ali pa vprašal samo Matevža. Mogoče bi začela kar jaz z eno čisto tako zadevo, ki smo jo najbrž vsi videli. Zdaj ne vem, zdi se mi, da te je mnogo bolj utrudo in mnogo bolj nekako neprijetno presenetil ta sneg, mraz in te severne razmere kot sicer južne. Ali je to samo zaradi tega občutek, ker je pač to bolj na novo, ker je tole šele koliko časa, kar si se vrnil, 2 meseca, 3, 4, ja, čas gre hitro. V bistvu sem bil presenečen, no? Čeprav sem bil precej izkušen z mrazom, pa nisem imel toliko izkušen z delom na mrazu, ne? Tako da v bistvu je zelo težko kaj pametnega narediti, če v zoni 25 pod 0. Tako da karkoli crkne na avionu, je ponovadi ostane crkveno, tako da mislim, vse postaja težko, težko je kaj prišraufati, težko je kaj popraviti, težko je, plastika je krhka, vse nekaj se drobi, če je avion zunaj in če piha veter, nos sneg in ga zabija vse špranje, tako da nima ni šans, da bi letel pol naprej, tako da je kupenih problemov, takih fizičnih, ki jih človek sicer reče, ok, se je mrzlo, pa vse problemi so, ampak ni tako, kot bi rekli, problemi so, pa kot si gleda, problemi dejansko so, ki jih ne moreš rešiti. Zdaj, pri teh vseh prelepih slikah je treba upoštevati nekaj, da so nastale pač takrat, ko je bilo vreme lepo ali pa vsaj približno lepo. Zdaj, takrat, ko je pa bil znotraj oblaka, ko je deževalo, snežilo, se zaledenelo, ko je bilo turbulentno, tako da ni bilo za prestati, pa slike niso nastajale, ne? Ja, predvsej dolgo cajta, če slikaš čisto sivo okolico, tako da narediš eno sliko, pa je, kot bi jih naredil 100, vsem. Če pa turbulenca, pa itak, boš ne slikati, ker ostaneš brez zob, Zdaj je kakšno vprašanje že se v tem času porodilo med nami v dvorani. Roko gor, pa bo prinesla mikrofon. Jaz vem, da tukaj sedi en mlad fant, ki ga zanima, kdo na tem svetu je pravzaprav, kakšen profil mora imeti tisti, ki skonstruira takšno letalo, ki potem lahko obleti svet. Ja, to je vprašanje za Pipistrela, Seveda, ampak... Moje profil Iva Poskarola, bi človek rekel, je včasih precej naporen, tako za komunikacijo, ampak kakorkoli, z Ivotom se že zelo dolgo poznamo, imamo zelo tak kompleksen odnos, ki ni zmer najbolj prijazen, ampak zmer pravim, če Ivo ne bi bil takšen, kakor je, ne bi bilo tega, kar je. No, kakšen pa je? Ja, ustrajen. Kompleksna osebnost. Vse kompleksne osebnosti imajo pa ona ta fajna, pa ima manj fajna stvari, kako smo vsi na svetu. Je kakšno vprašanje? Zdaj, jaz bi mogoče potem zaključila z mislijo, da je precej udobno potovati okoli sveta, tako v 2 urah na toplih, mehkih foteljih, tukaj v dvorani in da mogoče zdaj, ko pridemo domov, še malo premislimo, kako pa bi bilo, če bi dejansko sedeli tam v avionu in dneve in dneve in mesece leteli. Preden odidemo, bi pa povabila na oder še Mirana Gorinška, župana Slovenskih Konjic. Spoštovane gospe in gospodje,
Veliko dogodkov se je že zvrstilo v tej dvorani, pa vendar sem trdno prepričan, da vsi skupaj delimo enotno mnenje, da je pa bilo malo tako zanimivih dogodkov, zanimivih predstavitev in to ne zaradi samih slik, ampak zaradi izjemnega človeka, ki nam je opisal svojo pot ali pa svoje poti. In zato bi se rad zahvalil v imenu vseh nas, najprej Petru Ravnaku Pikčiju za idejo, da pripravimo takšen večer, vsem tistim, ki ste po tehnični plati pomagali, da smo ga izvedli, seveda pa obema, ki sta bila tukaj na odru. Najprej bi se želel zahvaliti gospe Mileni, da je prebila tisti uvodni let, ker vsi, ki poznamo Matevža, vemo, da veliko stvari naredi, zelo nerad pa govori. Zato, gospa Milena, najprej vam hvala lepa in majhen darilček strani konjiške občine, eno takšno knjigo, na katero smo mi ponosni in je za posebno ljudi. In pa seveda iskrena hvala Matevžu Lenarčiču, za katerega od danes naprej veliko ljudi ve, da je velikokrat v naših krajih, predvsem na eni točki, to je na letališču, potem pa seveda ga njegove poti vodijo širom in daleč. Matevž, hvala ti lepa in pa predvsem v enem stavku bi želel izraziti tole misel. Veliko optimizma naj te spremlja na tvojih nadaljnjih poteh, sam praviš, da je vse skupaj ena sama pot in želja, da bi čim več ljudi razumelo tvojo pot. Najlepša hvala, da ste prišli, sploh par ljudi tle poznam, ki so sodelovali kot prijatelji, kot sponzorji, tudi oba moja inštruktorja, Rudolf in Marko, ki me začel učiti leteti, pa tle, ki smo se učili instrumentalno leteti od Adrija, tako da res hvala, da ste prišli na Fino. Ja, Peter, izvoli, prideš tudi ti? Izvolite mogoče vaše ime, da se spoznamo. Moje ime je Šorn Miha in bi v tej priložnosti tako enkratno akcijo, kot je Lenarčič izvedel, pa Domen, pa vsa ekipa z njimi, lahko samo pohvalimo vsi, ker mislim, da je približno tako, ko je Tinberg to naredil, je on te stvari speljal. Moram reči, da je bila tehnika ta prava, se pravi oprema, ta prave dva človeka, sta se najdla, ki se zelo dobro razumeta, in je to res enkratna stvar, tako da me čute, ni več ljudi se javili za besedo in jih pohvalili. Mislim, to smo malo Slovenci, ker vsak se kaj pomislili pa tako naprej, ampak takih stvari verjetno ne bomo več imeli in lahko smo ponosni na take, bi rekel, skoraj za spomenik postaviti v Konjicah ali pa v Ljubljani. Imel bi pa mogoče še vprašanje na koncu za oba. En del poleta me je namreč zanimal in to ta del, kjer se je preko Antarktike letel, prvič, kakšna je bila recimo reševalna oprema, pa če sta kakšne treninge izvedla ali pa se kako pripravila na primer, da bi bilo treba izven letališča pristati ali pa mogoče se reševati celo iz vode. Bolj izven letališki pristank, pa oprema, pa postopki, za kar sta se pripravljala. Hvala. Ja, oprema je bila takšna, da je omogočala preživetje, upoštevanje tistih čejev. Vedno so čeji vmes, če uspešno pristaš, če izlezeš ven z aviona, če prideš cel ven, če se napne life raft, če je vse v redu in potem imaš nekaj možnosti. Seveda je treba upati na tisto najboljše, oprema je bila zelo dobra, v bistvu tisto, kar se da dobiti in spraviti na tako majhen avion. Bil je splav, zelo kvaliteten, da bi zdržal tudi viharje na Antarktiki, v morju.
Potem obleka je bila narejena na Škotskem, kjer delajo za ta lifeguard, mislim, ki delajo kot reševalci na obali, na morju. Potem so je bila oprema tudi za signalno oprema, da to najdejo. Danes te zelo enostavno locirajo, ker obstajajo tele ILT ali pa EPIRBI, te lokalni lokatorji, te zelo natančno locirajo, tako da to ni več nek problem. Satelitski telefon, s katerim si lahko poklical svojo ženo, da si pristal v morju, pa da ne pokliče reševalce, naprimer, ali pa domna. Tako da tehnika je absolutno nekaj čisto popolnoma drugega, kot je bilo tam 100 let nazaj, pa so leteli prvi, pa 80 let nazaj. Ampak še vedno je pa tako, da se zgodijo stvari, ki kakšen čas pustijo, in pa so problemi. Teh vseh problemov se sicer ne da odpraviti in vedno je treba pač zaupati, da se konča zelo uspešno. Ta prelet najbolj tako odludni je bil Južni Pacifik, tam nobenih potniških ladij, tudi nobenih pravih prometani tam, tako da Domen je takrat vprašal tele Search and Rescue v Čilu, kakšne so opcije, in imel približno idejo, kaj narediti, če bi tam nekje sred Pacifika se letalo odločilo, da bi plavalo. Pa je plavalo. Ja, izvolite. Še drugo vprašanje. Pravzaprav med vašim poletom, ki sem ga tudi spremljal delno, poznam recimo Domna, izredno zanesljiv perfekcionist in lahko rečem, če Domen reče, tisto tudi bo. Midva se manj srečava, pri zadnjem poletu sva se v zraku srečala, pa smo 2 slike skupaj naredili. Bi pa rekel, da tudi recimo v Afriki so vaju zasledovali in gledali, danes sem imel nekaj prijatelja, ki je priletel na Brnik, potem se mi je javil, ki je v Tuniziji pristal in srčno upa, da bo vaju kdaj tudi dol v Tunizu videl, pa srečal, ker imajo velike želje in plane tam in take šampione lahko samo, težko bi rekel, prodajamo, ampak pokažemo svetu, kakšne ljudi imamo, kaj so znali narediti. Hvala. Za pohvalo in za vprašanje. Jaz mislim, da bi še kdo se zdaj opogumil, ko smo prebili tudi te vrste let. Kdo bi še kaj povedal? Jaj, ne, mi smo za ta namen pripravili tak mikrofon. Ja, čestitke za ta podvig, res. Pa malo tehničnih podatkov, koliko je bil flight time, koliko je bilo mil narejenih, pa bi lahko rekel te detalje malo z statistike, če se lahko zve. Ja, po letu, ko je sveta, je bil približno malo več kot 91.000 kilometrov, v 100 dneh, 99 dneh. Povprečna hitrost je bila tam 245 na uro, z vsemi headwindi, to je kar lepa hitrost. Poraba goriva je bila 18,1 liter, se mi zdi. Porabljenih preletenih ur, mislim, letalnih ur je bilo, se mi zdi, da je bilo okrog 400. Kaj še? Povprečna višina 3000 metrov, zato ker smo delali meritve na tej višini. Preko severnega tečaja je bilo nekoliko hitreje, zaradi ugodnega vetra na Švedskem in potem od severnega tečaja in pa prelet Atlantika in nazaj v Evropo. Praktično je bil skozi tailwind, ugodni veter, je bila povprečna hitrost 275 km na uro. Povprečna hitrost, govorim, letenja, ki ga letalo naredi preko zemlje, ground speed. Poraba je bila še nekoliko nižja, zanimivo, 17,4. Še povprečna višina enaka, bilo je okrog 60 ur letenja, okrog 18.000 kilometrov. To je to. Hvala lepa še za podatke. Zdaj lahko še kaj vprašamo, lahko pa se tudi preselimo v avlo, kjer nam je
Pikči pripravil nekaj kozarčkov, da bi pogovor lažje stekel. Za tiste, ki pač bi radi še poklepetali med sabo in z Matevžem. Ali bi še kdo se oglasil zdaj? Se torej preselimo, Pikči? Torej, pardon, se opravičujem, župan je pripravil kot nekaj kozarčkov, se res opravičujem. Torej, bravo za župana. Hvala lepa za pozornost, hvala lepa Matevžu še enkrat za to, da je letel tudi za nas okoli našega sveta. Io